Pustna šema Škoromat, doma iz Brkinov, ima visok klobuk, okrašen s papirnatim cvetjem. To pa ni edina pustna šema s papirnatim okrasjem. Najdemo jih tudi pri pustnih oračih na Ptujskem polju, pa pri borovem gostivanju v Prekmurju in pri talepih v Trežnici. Klobuk, okrašen s papirnatim cvetjem, ima tudi pozvačin, ki vabi svate na poroko. Cvetje so izdelovale gospodinje in deklice iz različnih vrst papirja, najbolj pogosto iz barvastega krep papirja. Tega lahko s preprostimi orodji enostavno raztegujemo, ubočimo, izbočimo, gubamo, prepogibamo, kodramo, vihamo. Včasih so za lepljenje uporabljali lepilo, narejeno iz moke in vode. Spretnost izdelovanja tega okrasja najdemo na različnih koncih sveta. V naših krajih se začne pojavljati v 19. stoletju, ko se je že dalo kupiti papir. S cvetjem iz papirja so si ljudje včasih polepšali praznike in praznovanja. Z rožami iz papirja so krasili domove, cerkve in kapelice. Poročni šopek, ki ga je v rokah držala nevesta, in naprsni šopki svatov so bili narejeni iz papirja. Tudi fantje, ki so odhajali k vojakom, so si za klobuk zataknili rožo iz papirja. Mnoge ženske še danes izdelujejo papirnato cvetje in svoje znanje rade delijo z mladimi. Ni je rože, ki se je ne bi dalo narediti iz papirja. Gospa Sonja je izdelala 2 rdeča cvetova, nagelj in vrtnico. Saj veste, kaj pomeni rdeča.